Tako, mi pa nadaljujemo z našimi pogovori v volilni kavarni. Še vedno smo tukaj na Miklošičevi ulici 34. Vljudno vabljeni, vsak dan še nekaj dni nas loči do državnozborskih volitev. Tukaj vas čakajo naši funkcionarji, prijazno osebje, ki vam bo delilo kavico, in pa robot Viktor. Viktorja lahko vprašate, karkoli želite z področja našega programa. Tako da, vljudno vabljeni. Zdaj pa gremo k našem kandidatu, gospod Ivo Rajh, naravnost iz Ptuja, Hajdine. Pozdravljeni. Ja, lep pozdrav enako, tudi vam. Prihajam iz Ptuja, občine dejansko Hajdina, tako da mi je velika čast, da lahko danes tu spregovorim. Pripravljen sem seveda na vsa vprašanja, ki ste mi postavili, tako da kar z veseljem lahko začnemo. Da malo spoznamo vas, leta 2024 ste prevzeli krmilo vinarske zadruge Haloze v Dražencih. Ste hajdinski podžupan, pa svetnik, pa samostojni podjetnik, pa vinogradnik z 10.000 trsi na območju Vareje. Izpostavili ste, da si želite, da bi bili tudi najmanjši vinogradniki nekaj vredni. Dajte nam povedati, kaj ste s tem mislili? Glejte, s tem sem mislil čisto enostavno zgodba. Kot smo mi, Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka z Fokusom nekako povezani, tako tudi moramo mi večji vinogradniki biti povezani seveda z manjšimi. Žalost je, da manjši vinogradniki zapuščajo vinograde, predvsem je veliko zapuščanja prišlo med korono, po korono. Takrat so bili veliki rezi v Halozah. Sedaj je botrovala tudi rumenica, katera seveda dela škodo tudi nam večjim vinogradnikom in manjšim. In se izkrči del trsja, tega bolanega, potem manjša količina ostane in da kako se odločijo za kompletno zgodbo posekajo. Ampak gledajte, tu ni bojazen samo kompletne zgodbe, da vinograda majhnega ni tam rečemo 300 do 500 trsov. Tu je zgodba, ki ima en čudoviti zraven vikend, eno zidanico, ker sem sam tudi lovec na tem terenu in sem veliko z naravo. Vidim, da tudi ti vikendi, okolica vikendov, nekakšna košnja in vse nekako z letom, 2-3 letami že se vidi, da ni več življenja, ne. Ker potem, ko je ta vinograd bil živ, je tudi bilo živo vse okrog njega. Tako da ljudje dosti manj prihajajo, potem, kadar so imeli vinograd, je ena obveznost, treba to poškropiti, treba živeti trto, treba trto gojiti. In seveda pol si gojil za to celo parcelo, za svojo zgodbo. Pripeljal si tudi prijatelja, si mu ponudil deci vina, sedaj je nažalost tu zgodba res ni dobra in precej je tega izkrčavanja. Veste, najbolj pa me boli kot mene kot predsednika vinarske zadruge Haloze, jaz sem predsednik vinarske zadruge Haloze, prej ste rekli Hajdina. Dejansko me najbolj boli, ker te naša prelepa krajina Haloška nekako se zarašča tudi z skladovimi temi vinogradi. Dosti je starejših vinogradnikov, kateri nimajo mladih, ki so mladi pobegnili. Vinogradništvo je bilo svoj čas zelo zapostavljeno. Ni bila vrednota, če smo prodali grozdje nekako haloški kleti, naše ptujski kleti, seveda je tam bila cena pod nivo, norčevanje iz tega pridelka in se je težko dalo preživeti. In je marsikdo zraven vinogradništva se še moral za kakšno obrtjo ali za kakšnim seveda preživljati. Zdaj pa so ti vinogradi zapuščeni in jih seveda jemlje v zakup eno podjetje, katero ima že 95 hektarjev vinogradov zakupljenih v Halozah. In je tu zgodba, da so seveda vedno imajo predkupno pravico, ker je prednajemno, ali rečemo predkupno, ker so oni mejaši. In danes zakonodaja nalaga skladu, da ima mejaš prednost. In tukaj smo imeli z predsednico, seveda z našo šefico sklada, en sestanek ni dolgo nazaj, sem jaz predlagal, da bo potrebno seveda zakonodajo k temu primerno spremeniti in da bo ta zakonodaja tudi takšna, če bo, ne glede da sosed, če bo nekdo zagarantiral, da bo posadil novi vinograd, seveda mora imeti prednost. Ne sme imeti prednost zakupnik, tisti, kateri ovce pase, tisti, kateri ne izkrči vinograda, ki pobere subvencijo, samo enkrat zmulči letno in seveda iz nas pridnih rok se, upam reči in trditi, da se dela norca.
Ampak država sedaj nima vzvoda, jaz ne zamerim skladov s kmetijskih zemljišč, ker sklad kmetijskih zemljišč nima vzvoda, da bi lahko nam vinogradnikom bil naklonjen. In tu bo potrebno seveda, upam trditi, da bomo vodili vlado, da bomo v vladi, če ne bomo vodili vlade, bomo v vladi absolutno in take stvari, ki se tiče kmetijske dejavnosti, tudi seveda ob neizvolitvi bom skrbel za to, da se te stvari popravijo in da je nekako boljše za vinogradništvo. Do kdaj bi rekli, da so v Sloveniji bili zlati časi vinogradništva in kdaj se je potem začelo to lomiti, da je šlo na slabše? Glejte, če vam tako zdaj povem, zlati časi vinogradništva mogoče zdaj prihajajo, ker je nekakšna kupna cena in vrednost našega vina zelo narasla, tudi z tem, ker smo predlani imeli zmrzal 80%. Recimo, če vam jaz povem, sem na 10.000 trsih nabral 2.500 litrov vina. Ostalo je vse mi pomrznilo in na koncu še je bila kar taka obilna toča. Tako da smo ta lanski letnik, hvala Bogu, vredo. In je tudi z tem nekako nastaja boljša cena in tudi z našo zadrugo, z našim združevanjem, kar je združevanje najbolj pomembno, jaz tudi govorim o politiki in tudi pri nas na zadruga, nastajajo boljši pogoji, nastajajo boljše cene, nastajamo nekako boljši z materialom, dobimo material nekako cenejši, dobimo zgodbe, ki so malo prid vinogradništvu. So pa seveda bili dobri časi takrat, ko je kmetijski kombinat Ptuj predal vinogradnike seveda vinogradnikam. Vinogradniki so bili tisti, kateri so bili eni delovodje v vinogradah, kateri so bili delavci dobri v vinogradah in so takrat prevzeli ti ljudje od kmetijskega kombinata, seveda preko sklada so oni prevzeli te vse vinograde pri nas po Halozu. To so, mislim, da 250 do 350 hektarjev in takrat so bili najboljši časi. Takrat je bil ta Trst tudi, vinogradi so bili po mojem tam stari 10-12 let. Komplet večina take rasti in to je bila največja rodnost in takrat je tudi tujska klet bila zelo dobra, močna. Tega haložana se je takrat plasiralo zelo čudovito tudi po dobro ceno in so takrat bili najboljši časi, ko so ti fantje si upali in so to prevzeli. Potem pa seveda z privatizacijo kleti, z najemniki tujske kleti, z zgodbami se cena stalno nižala in so trenutno bili slabe časi. Sedaj pa upam trditi, da je klet prijazna do vinogradnika, ampak zakaj? Ker nimajo materijala, nimajo grozdja. Oni rabijo vino, oni znajo, ta naši novi, ki so klet prevzeli, strašno so sposobni, strašno dobro znajo prodati vino in seveda morajo imeti produkt. Če nimajo produkta, je to to. In tudi zdaj oni gledajo malo drugače na vinogradnika in na ceno grozdja. Tako da so zdaj časi kar dobri. Super. Mislim, da zato pozivam mlade, da nekako zelo dobro razmislijo, prevzamajo za starejšimi vinograde in mislim, da neka svetla pot je tudi v vinogradništvu. Pa potem še naša vlada, ne, čez 5 dni, ko bojo volitve in potem smo zmagali, mislim, v tej smeri. Naša vlada, pa jaz rečem, da je to čisto enostavno. Tu se da največ prišparati. Če mi birokracijo, papirologijo zmanjšamo, da naredimo zakone drugačne, da naredimo nekšne pavšale, da prvo, ko mi pridemo na en štand, eno stojnico, ko imamo, da prvo moraš postaviti blagajno, se priklopiti in imeti tablo z tem, da osvestiš kupca, da mora vzeti račun. Glejte, to so zgodbe, katere so verjetno nemogoče v teh naših časih, da lahko en mali in ljudje, kateri bi radi delali, da na tak način ne morejo delati. Greva zdaj na aktualno kampanjo, zato ker je še nekaj dni do volitev. Povejte mi, kakšni so odzivi na terenu v tem mesecu, ko ste nastopali po vašem kraju in delali kampanjo za sebe kot kandidata, in pa kaj še pripravljate v teh zadnjih dnevih, kje vas lahko še občani najdejo, na kakšni stojnici, kakšnem dogodku, kakšni so plani? Glejte, sedaj nas še lahko najdejo, seveda imamo danes na Vidmu okroglo mizo, v četrtek imamo okroglo mizo v Podlehniku, tako na terenu smo odzivni. Jaz moram reči, da imam čudovito ekipo iz Nove Slovenije, to so Rožmarinovi ata in seveda in sin. Tudi z moje vasi imam podporo Ljudske stranke, predsednika naše območne enote Slovenske ljudske stranke, delamo na polno. Imam tukaj zeta, kateri
se tudi malo ukvarja z oglaševanjem in seveda te plakate nam je nalepil tudi Tini, meni in imam malo sreče, da imam bataljon, za katerim lahko prosperiramo. V glavnem smo naredili ogromno, po moje ocene, ko sem se jaz odločil za to kampanjo, seveda predvsem zaradi Tine, naše predsednice, zaradi ničesar drugega, ker sem tu videl potencial, da nekdo se zavzel za to zgodbo, da to zgodbo peljemo naprej. Seveda vsa čast Novi Sloveniji in Fokusu, da so nas vzeli zraven, to smo ponosni, jaz osebno, mislim, da večina tudi vsi. In za tako verigo lahko zmagamo, drugače ne moremo zmagati. In jaz sem pričakoval na terenu odziva 30% tega, kar je zdaj. Tako da jaz sem res presenečen, kličejo mi ljudje, katere spoštujem, kateri so za mene visoki, na visokih mestih me podpirajo, govorijo, Ivo, vsa čas, da si se izpostavil, hvala ti. Nisem tega pričakoval, ker sem take, gledajte, bolj, v meni je kmečka logika tu not. Jaz govorim iz tu in tudi delam iz tu, tako nekako tudi sem uspel v svojem življenju kot privat in zelo poslušam. In če poslušaš, se naučiš, ne. To je bistvo tega. Zdaj me pa res zanima, glede na to, iz kakšnih krajev prihajate, kaj za vas pomeni fašenk ter ali ste kurent? Glejte, to pa je zanimivo vprašanje za mene. To vam lahko govorim. En dan, ne moramo zaključiti. Prvo kot prvo vam povem, da sem 2003 leta tudi princ karnevala na Ptuju, tako da, kar se tiče fašenga, izkušenj iz tega, ogromno. Mislim, da ne rabim govoriti, velika čast, velika ponos, delo oddelano, tako kot se danes za kandidata za poslanca, delo oddelano od prvega dneva do konca in tako sem tudi navajen. Kar se tiče fašengov, smo bili po Balini, tam 15 let, 16 let stari, sem jaz doma očetu traktor ukradel, smo ubili eno prikolico z neko koruznico in smo že se peljali na Ptuj, na karnevali, tako da to živi v mene. Kar se pa tiče koranta, ne, jaz sem korant, nisem kurant, ker imamo na Ptuju korant in kurant, sem korant Lancove vase, tudi ustanovitveni član. Če glih sem iz Draženc, to je občina Videm pri Ptuju, ampak sem tam se vključil, ker tam imam tudi ogromno prijateljev in tako da tu me ne morete dobiti, tu lahko govorim res ogromno, tako to mi je velika čast, veliki ponos, to je naša kulturna dediščina Ptuja in naše okolice. To nam ne more nič vzeti v Sloveniji in tudi marsikdo v Evropi, ne. Mi, ki pridemo iz mestnih središč na to povorko na Ptuj, zdaj mene zanima, a ste vi kakšna skupinska maska v povorki oziroma kaj je za vašo Lancovo vas, če jaz prav razumem, kaj je ponavadi tradicionalna maska in kako je biti korant, koliko kilogramov so težki zvonci, ki jih nosite okoli pasu, ter ali ste bili princ karnevala enkrat ali večkrat, to me še zanima. Princ karnevala nekako se lahko enkrat in jaz sem bil enkrat z mandatom enoletnim. Sedaj imamo nove prince, kateri imajo dvoletni mandat, tako da jaz sem bil četrti princ ptujskega karnevala po vrsti in moram se tudi malo pohvaliti, prvi zgodovinski princ, kateri imam zgodovinsko podlago. To je v tem našem društvu folklornem Lancova vas smo nekako rekli, da princ ne more biti klovn, da princ mora imeti, Bog ne daje, da so pred mano bili klovni, ne, bili so prince. In smo seveda z gospo Mastenovo Marijo naredili zgodbo in smo poiskali in smo prav našli v Lancovi vasi, smo imeli dvorec, to je Lančji dvor bil in tako je tudi moje plemenito ime nastalo, iz tega sem plemeniti Moškon Rejh iz Lančjega dvora. In tako smo tisto zgodovino iz 17. stoletja pobrali in imam sorodnike na Ptuju na gradu, imam sorodnike na Turniškem gradu, tako da prvi zgodovinski, od mene naprej pa so vsi princi zgodovinski, z zgodovinsko podlago najdemo in seveda to ustoličimo. Tako da mi je poseben ponos, da sem tudi tu začel neko delo, ki smo oddelali tudi za petko, tako kako imamo mi zdaj petko v volilnem okraju, volimo petko, tako sem jaz sodelal prav za petko. Ima Lancova vas kakšno skupinsko kostumografijo? Ja, imamo seveda, v Lancovi vasi imamo folklorno društvo, imamo plesalce, te seveda, in imamo tudi korante, skupino korantov, ki nas je 120,
To si zamislite, ko vam tukaj po ulici prileti 120 korantov in imamo tudi orače, posebno sekcijo oračov. 3 sekcije, sekcija korantov, sekcija oračov in folklorno društvo. Tako da imamo tudi orače, čudovite dečke, tako kako to je res tradicija in tega vsega. Se ponesemo, lahko se ponesemo. Zdaj, ko sem vas poznala, sem si vas zapomnila in naslednjo leto vaše korante povabimo na našo stranko NSI. Bomo zelo veseli. Evo, tudi mi bomo zelo veseli in tudi moj ponos bo, če bomo lahko tukaj malo, seveda mi rečemo združili. Prej ste me vprašali, seveda, koliko so zvonci vse skup težke, to nekje vam lahko rečem, da komplet korentija je kar enih 30 kg, tako da to niso glih tiste mačkije solze, tako mi rečemo, in mi smo koranti, kateri imamo rogove. Kravje rogove imamo naprej, podlehnički imajo rogove gor, mi imamo rogove tak, pa tudi pernatega koranta, mi rečemo, imamo tega najbolj tradicionalnega, tako da smo mi rogati korante in tudi v našem društvu ženska ne more biti korant, ker ne bi tradicija govorila, da ženska ne bi bila korant in pri nas se tega držimo, imamo strogega predsednika in tako poslanstvo nadaljujemo. Gospod Ivo, izjemno zanimivo, zelo lepo. Jaz vam najlepše zahvaljujem, ker ste prišli k nam v našo volilno kavarno. Na koncu pa vsakega kandidata vprašam, kam gre naša skupna lista v... Ja, akcijo, ne? In to veliko akcijo. Zdaj petko. Hvala vam, Ivo, hvala.